Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. To je oddaja v Mariboru si. Ponovno je na sporedu tista oddaja, v kateri gostimo mariborske mestne svetnike. Seveda že veliko časa brez občinskih vodstvenih struktur, župana in podžupanov. Le zakaj? Z nami so v studiu gospod Igor Jurišič, Stranka mladih, Zeleni Evrope, lepo zdrav. Potem gospod Stojan Auer, Lista za pravičnost in razvoj. Gospod Željko Milovanovič, Lista kolesarjev in pešcev, gospod Saša Pelko, Lista župana Andreja Fištravca in pa gospod Vladimir Šega, Levica. Zdravljeno. Zdaj, malo smo se tako pred oddajo pogovarjali, 4:1 pravite opozicija, pozicija. Zakaj se občinske strukture ne odzivajo na medije? Oziroma, pravzaprav, vsi mediji imajo izredne težave z občinsko strukturo. Seveda govorimo o vodstvu. Gospod Auer, kaj menite? Je to v redu? Ker se mi zdi, da prejšnje so tudi nekako tak na začetku delovale, pol pa so ugotovili, da pa mediji so dobrodošli. To težko komentiramo v Listi za pravičnost in razvoj. Na koncu koncev ima župan svojo, listo. Je tudi župan tega mesta sam odloča o tem, kje se pojavlja in kdaj se pojavlja, in jaz seveda na to, zakaj se pri vas ne pojavlja, težko komentiram. Ne, ne gre samo za nas, ne gre za tudi PR služba zelo težko, bolj čudno dela. Gospod Jurišič, kaj menite? To je približno tako vprašanje, če je bilo samo pol učencev v razredu, pa učiteljica vpraša, zakaj vas ni več. Ja, tisti, ki smo tam, tako da to vprašanje dajte postaviti tistim, ki jih ni, in jih vprašate za razloge. Jaz pa žal v imenu tistih, ki danes ni tukaj, ne morem govoriti, mi je bilo zelo neetično, da bi v njihovo imeno govoril in razmišljal. Prav tako zelo težko komentiram te odločitve, sem pa prepričan, da zdaj v tem trenutku ne gledajo te oddaje oziroma ne ležijo doma na kavču in spremljajo te oddaje. Ja, vsekakor se mi zdi, da z tega dokaj velikega bazena bi pa lahko imel 1-2, ki bi prihajala sem, ne vidim razloga zakaj. Gospod Pelko, kako razumete, da imajo, bom rekel, župana in 3 podžupane, oziroma 4 celo že, se niti ne vem točno, šalim se, pa nikoli nimajo časa. Ja, vedno so zasedeni strogo. Ena možnost je, da se ne upajo sooči z realnostjo, druga opcija pa je, ker mediji sta neki vmesni člen med ljudstvom, bom rekel, in vodstvenim strukturami občine, in da s tem kažejo odnos do ljudi, tisti, ki so jih izvolili. In jaz upam, da ljudje to ustrezno nagradijo na volitvah. No ja, se tudi volitve pridejo. Glavni trg razkopavajo, zdaj se nekaj tam dogaja, veliko je takšnih in drugačnih komentarjev, da nam je to potrebno, po drugi strani govorijo, da nam to ni potrebno. Kaj menite, gospod Šega? Ja, če to povežemo skupaj z kanalizacijo, potem zagotovo je potrebno. Seveda, Maribor bolj potrebuje neke stvari, kaj se tiče sociale, kaj se tiče vseh drugih zadev, ampak v končni fazi ne smemo pa zanemariti tudi ureditve centra, lenta in vsega tega. Je pa vprašanje, če je ta trenutek mogoče pravi čas za to. Ja, gospod Pelko? Jaz ne vem, jaz vem, da pravijo, da Bog je sam sebi najprej brado ustvaril, ne. Če je to, ne vem, jaz vem, da ima od tega dejansko korist tisti, ki delujejo v starem mestnem jedru, med njimi je tudi župan. Upam pa, da ni to tisti primarni cilj, da na koncu koncev gledamo to pozitivno, pa da bomo imeli vsi nekaj od tega koncu koncev. Ja. Boste pešci in kolesarji bolj zadovoljni? Ja, kolikor se bo seveda glavni trg skupaj s Koroško cesto in pa potem kasneje z lentom uredil, da bo seveda prijazen pešcem in kolesarjem, bomo seveda zadovoljni. Zdaj časovnica izvajanja tega projekta pa ni zdaj v 100% meri odvisna od nas oziroma od Maribora. To počnemo z sredstvi, ki smo jih pridobili z naslova celostnih teritorialnih naložb, torej z evropskimi sredstvi. Mestna občina Maribor ima svoje roke in v tem času bo prenovila glavni trg srca našega mesta, ki verjetno se vsi strinjamo, da mora izgledati lepše. Gospod Stojan, ste se peljali že po ulici Moša Pijade, pa proti bolnišnici zdaj, pa tale podhod, ki se gradi? Če sem se peljal? Ja, ste videli kakšno križišče ali krožišče, karkoli bi že temu rekli, nastaja? Peljem se vsak dan. Ampak če dovolite še samo, da se navežem na vaše prvo vprašanje.
ta projekt je eden izmed tistih, ki pravzaprav za to občinsko garnituro oziroma sedanjim vodstvom nima kaj dosti skupnega. Znači, ta projekt smo pred leti že dobili, ga potrdili na mestnem svetu. Meni osebno je seveda žal, ne, da ni zmagal na natečaju oziroma da posel ni stekel ali pa da ga ni dobil tisti, ki je zmagal na tem natečaju. Zanimivo je, da je Koroška cesta seveda bi izgledala popolnoma drugače, če bi jo delali po tem, kdo je pravzaprav zmagal na tem natečaju. Namreč mi zdaj delamo obnovo Koroške ceste drugovrščenega, bi rekel, iz natečaja. Meni osebno bi bil prvo uvrščen oziroma zmagovalec tega natečaja bistveno boljši. Zakaj? Kako? Zakaj? Ja, to morate vprašati tiste, ki so seveda k temu pritrdili, oziroma mi smo na natečaju potem seveda dobili zmagovalca, dobili drugo in tretje uvrščenega, pravega pojasnila ni bilo nikoli. Ne. Ampak bi pa bila to zanimiva tema. Ne. Šutjurišič, zeleni, Ja, je to? Mislim, vse je dvorezen meč, ampak zdaj bom razložil, zakaj. Namreč zagotovo obstajajo v mestu ulice, ki so bolj potrebne obnove kot glavni trg. Po drugi strani je pa turizem edina panoga, kjer celo DDV ostaja v državi in na katero dejansko tudi v Mariboru stavimo. Zato se mi zdi obnova starega mestnega jedra, ki bo lahko tisti magnet za mnogotere turiste, ki bodo prihajali v mesto, pomembna. Kot je pa že bilo prej povedano, gre pa za projekt, ki ni nastal zdaj v času te občinske uprave in je dejansko sedaj prišel na vrsto in se mi zdi prav, da se tudi do konca izpelje. Tisti rododok, o katerem omenjate, da sem ga pa videl. No. Ja, ne bom v bistvu razpredal o tem, ali je ta projekt dober ali ne, ampak to je uvod v to, ker se je namreč potihnilo v knjižnici. Knjižnica vzadaj, samo nekaj metrov za glavnim trgom, tiho in več nobene reakcije, nobene informacije strani mestne občine Maribor. Da slišimo. Zdaj, nekdo bi zelo hudomušno rekel, ne? Zdaj bomo granitne kocke omaknili, knjižnica pa je tiho, kot da jih ni. Ali pač? Knjižnica in obnova glavnega trga nista vezana trgovina. Zdaj pač se obnavlja glavni trg. In ne strinjam se, da je stvar potihnila ravno pred nekaj dnevi. Sem zasledil informacijo, ki jo je posredoval minister za kulturo, da bo, mislim, da bo v naslednjem letu na voljo 11 milijonov evrov, za katere pa se bo lahko Maribor prijavil z projektom Knjižnica. Zdaj, koliko je to smiselno, da se bomo morali prijaviti na nek razpis za nekaj, kar res krvavo potrebujemo in kar je, v bistvu, da nimamo, je sramota za celotno državo, je pa druga stvar. Ja, gospod Avor. To moram vzeti župana v bran. Morda se zdi na videz, da je vse skupaj potihnilo, pa ni. Dela se ogromno na tem projektu. Iz ideje, da bi to bila samo knjižnica, zdaj nastaja cela vrsta, bi rekel, sporednih rešitev. V tej zgradbi, ki bo, jaz sem prepričan, da bo tudi končana v tem mandatu, bi seveda si želeli še kaj drugega razen knjižničarstva, tako imenovano večnamensko, bi rekel, zadevo. Res pa je, ne, da Maribor sam teh sredstev seveda nima, da potrebuje za to pomoč države, da smo na koncu koncev imeli že kar nekaj razgovorov v preteklosti, pa tudi sedanjim novim ministrom in od vseh smo dobili pozitivne obljube in jaz upam, da bo ta država držala besedo in da bo te obljube tudi izpolnjene. No, vse obljube so eno, ne? Skratka, knjižnica se mora pojaviti tudi državni proračun, sicer je to larifar. Res pa je, ne, da, če samo končam, ne, dokler mi nimamo idejne rešitve in vseh projektov, se tudi na razpis ali pa za denar ne moremo, bi rekel, pogajati, šele ko bomo imeli vse rešitve in idejni projekt končan, bomo seveda lahko stopili korak dlje. Ste seznanjeni kot član koalicije, kaj se dogaja s knjižnico? Glede, kot je bilo rečeno, dejansko te opcije so odprte. Zdaj jaz bi rekel, da se je pozabilo na knjižnico, je mogoče nekoliko
preuranjeno govoriti. Mislim, vse tiho je bilo, ne? Ja, Nekajkrat smo tudi v tem studiu spraševali, ampak in vse tiho je bilo, tudi pred temi lokalnimi volitvami je bilo vse tiho, pa knjižnica ni v takem stanju od volitev naprej. Kar pomeni, da se je takrat ta tema verjetno kot neka predvolilna tema odprla, kjer so ljudje v tisti predvolilni euforiji nizali možne projekte in možne rešitve, od katerih večina seveda ni bilo realnih. Zdaj pa nastopil čas treznosti, ko je potrebno dejansko pripraviti tak projekt, ki bo dolgoročna rešitev, torej ne iščemo rešitev za 3 ali 5 let, ampak rešitev za naslednjega pol stoletja, ki bo Mariboru dal objekt, ki si ga Maribor zasluži, in mislim, da smo to že pokazali na večjih projektih v Mariboru, da znamo neke stvari dolgoročno peljati, in tudi verjamem, da se bo v naslednjem letu začelo z vsemi potrebnimi aktivnostmi in da bo, kot je rekel moj koalicijski kolega magister Auer, da bo do konca mandata zagotovo ta knjižnica takšna, kot smo si jo želeli. Seveda pa vsako hitenje v neke polovičarske rešitve bi pomenilo, da bi se ta tema lahko odpirala vsakih 5 do 10 let, kar pa ni nikomur v interesu. No, gospod Pelko, tu zdaj vašo reakcijo pričakujem. Gledajte, pred kakšnim letom dni je vodstvo knjižnice delalo paniko, kot da knjižnica dobesedno razpada. Verjetno poznate tiste zgodbe o odpadanju meta, ko so govorili, da odpada strop in podobne neumnosti. Tisto dejansko s tem ni bilo, bomo rekel, nobene veze z realnostjo. Danes pa vidimo, da kar, bomo rekel, je vodstvo knjižnice tiho, nič, kar se ne oglaša v javnosti. Očitno je dobilo strani vodstva občine neka zagotovila, katerim očitno verjame. Ja, mene samo strah nečesa, ne? Pred 10 leti je vlada dala zagotovilo 10 milijonih sofinanciranja za to knjižnico. Tega denarja nikoli nismo videli. Danes pa žal govorimo o 11 milijonih, ki je bili predvideni za vse infrastrukturne projekte na področju kulture v celotni Sloveniji. Mislim, da je to žalostno, ne? Da če so morala mestna občina Maribor prijavljati, da dobila nekaj drobtinic iz teh 11 milijonov, potem vemo, da kaj dosti ne moramo pričakovati. Me pa še posebej žalosti to, da celotna vladajoča koalicija na nivoju države je dejansko tudi na nivoju mestne občine Maribor v koaliciji, se pravi pogoji, zato so idealni, komunikacije ne bi smela biti problem. Konec koncev naša svetniška skupina je zagotovila odločilne glasove, da je lahko predstavnica SD postala podžupanja, da bi še dejansko dodatno to zadevo pospešila, tako da mi imamo neke vrste, bom rekel, se čutimo soodgovorni za to knjižnico. Se pravi, jaz se res želim, da bi od tega projekta dokončno prišlo, ker sicer smo dali naše glasove za spremembo statuta, bom rekel, v prazno. Gospod Čega. Meni se zdi razmislek o eni etaži v klet manj in razširitev na večnamensko dvorano, prehode in širša ureditev celotnega prostora dokaj dobra zadeva. Sem pa zelo skeptičen do vložka države, ali bo res do tega prišlo, ali bomo dobili le del določenih sredstev, ker knjižnica je samo eden izmed teh kulturnih objektov v Mariboru in vsi so v obupno slabem stanju. Ja, kar izvolite. Jaz moram se zdaj oglasiti na gospoda Pelka, ki trdi, da je odpadanje ometa v prostori knjižnice neumnost, malo da ne izmišljotina, kolikor sem razumel. Zdaj v minulih mesecih smo z odborom za kulturo obiskali vse kulturne inštitucije v mestu, katerih ustanoviteljica je mestna občina Maribor. In bi res povabil gospoda Pelka, če tega ni naredil, ko je bil podžupan, da se enkrat sprehodi v knjižnico, da bo videl odpadajoč omet, da bo videl plesen na stenah, da bo videl v kakšnih pogojih so knjige postavljene v knjižnico, v kakšnih pogojih se knjige hranijo v skladiščih, da bo videl, v kakšnih pogojih delajo zaposleni. Veste, da je v bistvu strupeno delati v Plesni. Potem pa vas vabim še v Mariborski grad, da pogledate podobno, in pa v UGM oziroma Umetnostno galerijo Maribor. Ja, hvala, to povabilo. Jaz sem bil večkrat na obisku tudi v Mariborski rotovški knjižnici. Kakšne so razmere, vem. Takrat se je govorilo, da odpada, moče sem narobe povedal, takrat se je govorilo, da odpada strop, dejansko odpada omet marsikje odpada, kar je žalostno, kar se seveda ne bi smelo dogajati, kar je tudi na konec koncev ni najbolj varno.
ampak čudi me, da po letu dni več ni nobene panike, kar se tega tiče, zakaj je bilo to treba urediti v enem dnevu, očitno danes pa, kot da že imajo novo knjižnico. Čudi me ta odnos vodstva knjižnice pred enim letom pa danes. Mislim, da danes lahko še samo slabše, mora biti boljše, pa ni tega. Vemo, kako je stanje v UGM-u in vemo, kako je stanje tudi v Mariborskem gradu, ki je imel zagotovljena sredstva, tudi strani države glede obnove, pa je žal se zgodilo nekaj, da je to dobil Ljubljanski grad, tudi za pritožbo je Mariborska občina uspela, ampak to ni spremenilo tisto dejstvo, da je dejansko spet Ljubljana brala nekaj, kaj je Maribor dobil in tukaj se spet, bom rekel, mariborski predstavniki ljudstva takrat niso dovolj odzvali za moje pojme v Ljubljani. Ta knjižnica je tema, ki ima dolgo brado. V prvi vrsti ni zadeva knjižnica samo zadeva, ki na nek način bremeni mesto Maribor in to občino. Knjižnica pomeni neko celovito zgodbo tudi za vse okoliške občine, kajti vsi ti okoliški ljudje, občani zahajajo v to knjižnico in imajo pri tem seveda vso pravico. To na nek način pomeni, da bi lahko tudi vse ostale občine delno participirale pri obnovi te za nas izredno pomembne ustanove. Mi smo, lahko rečem, šli celo korak dlje. Želeli smo, predvsem moram tu pohvaliti podžupana gospoda Reichenberga, ki je dal po meni seveda dobro idejo, da bi zraven knjižnica bil to nek multikulturni center. Recimo, mi smo pobrateni s kar precej, bi rekel, mesti in vsakemu od teh mest bomo ali pa nekaterim smo že ponudili tudi možnost, da bi v okviru sodelovanja uredili del v tej zgradbi in nam seveda z, bi rekel, neko kulturo, kulturno vsebino, ki bi jo tam na nek način dali na pogled našim občanom, pa tudi občanom okoliških občin, morda celo turistom in vsem, ki bodo zahajali v našo mesto. Neko vizijo tudi, bi rekel, teh pobratenih kultur. Zaenkrat seveda čakamo še na odzive, ampak jaz mislim, da je to dobra pot, da si knjižnica zasluži nek malo širši spekter, da bodo v to zgradbo zahajali tudi vsi tisti, ki morda knjig ne berejo, in teh je nažalost vedno več. Gospod Milovanovič, omenili ste tudi umetnostno galerijo, tudi o tem pravzaprav sem želel vprašati in o umetnostni galeriji je bilo vse tiho. Še za časa župana Franca Kanglerja se je na veliko govorilo, za časa gospoda Fištrovca. Tale struktura pa tudi. Vse tiho je bilo. Umetnostna galerija je verjetno težava, je verjetno še večja. Ja, jaz bi drugače rekel, mislim, tako z vidika novega mandata še vedno tretiram ta županov in naš mandat kot nov mandat, ker še se ni odvilo niti prvo leto. Mislim, da se še niti zares nismo začeli pogovarjati o umetnostni galeriji. Potreba definitivno obstaja. Kaj ste na ogledu ugotovili? Ja, da potrebujemo zdaj v obstoječi zgradbi na Koroški cesti nujno finančna sredstva za sanacijo trenutne škode, ker spet odpada omet, plesen udarja na zidove in to vse škoduje tem umetniškim zbirkam, da ne govorimo o tem, da je prostor popolnoma danes že nerelevanten za to, da bi gostili neke sodobne umetniške zbirke. Torej imamo dva problema. En kratkoročni, ki ga je treba nemudoma rešiti že v bistvu z rebalansom proračuna za naslednje leto, zagotoviti investicijska sredstva za sanacijo obstoječe stavbe, potem pa začeti ponovno razmislek za nove prostore. Ste to resno se dogovarjali ali je to samo predlog? Ste se to resno dogovarjali, da bi že z rebalansom proračuna zagotovili to prepotrebne sanacijo? Vodstvo umetnostne galerije nam je prikazalo situacijo že zelo plastično. In verjamemo jim, sploh potem, ko smo videli, kaj se dogaja, kakšna je situacija, da ta denar nujno potrebujejo. Je pa seveda vodstvo umetnostne galerije tisto, ki pač nam daje neka vodila. In verjamem tudi, da je vodstvo mestne občine Maribor že seznanjeno in da tudi dela na tem. Boste podprli umetnostno galerijo tudi? Poglejte, mi smo na prejšnji seji mestnega sveta, torej Stranka mladih Zelene Evrope, podali pobudo, s katero
smo rekli, da stopimo v korak z tistimi mesti, ki to že imajo, kot naprimer London, Washington, da gremo naprej v Azijo, po Evropi. Skratka, da so te inštitucije, kot so muzej, galerija in tako naprej, torej oba muzeja, galerija, kar je pod upravljanjem mesta, da so na voljo brezplačno občanom in občankam. Rekli smo pa za začetek, dajmo to narediti čez vikend. Zakaj to govorim? Zakaj je to v povezavi s tem, o čem se zdaj pogovarjamo? Namreč, nažalost, je prag umetnostne galerije prestopilo bode malo Mariborčanov. Če gremo gledati v procentu, verjetno to ni nek tak procent, ki bi lahko bil kritična masa. In ravno tistih nekaj evrov stopnine je verjetno neka meja, zaradi katere se nihče ali pa malo kdo odloči za obisk. Ko smo dali popraševanje, torej svetniško vprašanje... Ampak vsaka diskoteka ima vstopnino, pa se razen piva, ki sem malo hudomušen. Drži, ampak naprimer British Museum v Londonu je nima, Tate Gallery v Londonu je nima. Potem, da ne naštevam vseh ostalih muzejev in galerij, ki so brez vstopnine. Zakaj govorim? Mi smo dali predlog, da se najprej to naredi čez vikend. Torej pomeni, da lahko pripeljejo starši otroke v galerijo pogledati, kjer bo za eno družino, bi bilo zdaj 10-15 evrov. Zakaj? Potem bomo dobili dovolj kritične mase, ki bodo rekli, pa ta galerija je pa res v slabem stanju. In takrat bomo pa lahko zadevo skupaj z občani in občankami dosti bolje predstavili, dosti bolj kritičen problem bo kot danes, ko so ti objekti precej slabo obiskani. In če gremo še na finančno plat, v vseh teh muzejih, ki sem omenjal v Londonu, več kot stopnina pokrijejo z svojimi izdelki, raznimi spominki in tak naprej. In verjamem, da če bi 100 ljudi obiskalo namesto enega to galerijo in bi vsak 10 nekaj malega kupil, bi ta galerija imela bistveno več, tudi v finančnem smislu, kot ima sedaj od stopnin, pa še postala bi dejansko tista duša mesta, kamor bi lahko ljudje prosto zahajali. Torej, absolutno pa podpiramo to, kar je prej povedal gospod Milovanovič, da se pristopi k reševanju teh stvari. Mislim, ker ti objekti so res v slabem stanju. Ne vem, koliko od vas, ki zdaj gledate to oddajo, te objekte obiskalo, ampak verjamem, da ko jih boste obiskali, boste videli, da res kričijo po finančnih sredstvih za obnovo. Sicer vaš predlog je dober, ampak gospod Pelko, se vam zdi dobro, da to se pravi, da bodo Mariborčani tisti, ki bodo opozorili občinsko vodstvo, poslušajte, umetnostna galerija nam propada, se to že vsi vrabci čivkajo. Ali kaj menite? Toliko odgovorni vsi mi svetniki, da se tega zavedamo. Dejstvo je, da vse tri inštitucije, njihove stavbe so v slabem stanju. Kar se tiče te ideje o multimedijskem centru, ki je bil del te knjižnice, se mi zdi dobra ideja. Mene je samo strah, da so mi od te ideje nadgrajevali, na koncu bo konec mandata, pa še ne bomo vedeli, kaj sploh hočemo, in knjižnice še ne bo. Tega me je strah. Kar se tiče umetnostne galerije, smo mi v prejšnjem mandatu skušali zadevo, bomo rekel, peljati naprej tako, da bi v Mariboru, preko Univerze v Mariboru ustanovili umetnostno akademijo, v katere del bi bila potem umetnostna galerija. Na ta način bi lažje prišli do državnih sredstev, tudi s poslancem Rajićem smo to zgodbo kar dobro peljali naprej, zdaj pa očitno nova oblast, kar se tega tiče, očitno zadeve ni peljala naprej, upam, da bo. Kar se tiče pa pokrajinskega muzeja, sem že prej omenil, se nam je zgodila pred 5 ali 6 leti velika krivica, ko smo dejansko na razpisu dobili sredstva za obnovo gradu, mislim, da celo okoli 3 milijone evrov, in so nam po krivici ta denar vzeli za Ljubljanski grad. Jaz sem pričan, da tu se nam je zgodila krivica in tukaj bi morali naši predstavniki v parlamentu narediti veliko več, da se ta krivica popravi. Ker to, da se dejansko je bilo dokazano, da je bilo nekaj protipravno odvzeto in se to ni popravilo, ni prav, dan danes še grad vedno v slabem stanju, vemo pa vsi, da denarja dovolj ni in ta grad je biser Maribora in ne bi smeli dopustiti, da dejansko tako propada. Gospod Avre, pa gospod Šega. Glejte, jaz sicer verjamem, da ima marsikdo problem s spominom, ampak da pa ima, bi rekel, tudi gospod Pelko problem, si pa težko predstavljam. Torej, on in gospod Kovačič sta bila v bistvu župana v Senci. V moji oceni sta vodila to občino 6 let, vse investicije v njej. In da je danes zgodba takšna, kot je, da govorite o propadu nekaterih pomembnih kulturnih institucij, medtem ko sta 6 let upravljala to mesto, je to krivda, bi rekel, te garniture zdaj. Jaz mislim, da bi bilo dobro, in hvala Bogu, da so občani to prepoznali komaj po 6 letih, da
seveda ne delajo dobro. Mi v Listi za pravičnostni razvoj smo postavljali stojnico v mestu z napisom: zahtevamo odstop župana in tega, bi rekel, gospoda čim prej, ker bodo povzročili veliko škodo. In od takrat dalje se je danes pokazalo, kako prav smo imeli. Gospod Čega. Ja, mogoče najprej na vstopnino, jaz nekako nasprotnik brez vstopnine. Zatem pokažeš nek odnos do kulture, čeprav gre tu za evro, 2, 3, seveda te da ne morem primerjati, multiplikativni učinki teh turistov so enormni. Ko smo videli v teh ustanovah kotičkih so obiskovalcev sicer zaprti, se res goziš. Mislim, da je pri teh stvareh bolj tehnični problem. Tehnični problem to pomeni, da investicijsko vzdrževanje enostavno ne pokriva amortizacije. Mi znamo nekako zgraditi gradove, čudovite zgradbe, pa pozabimo na njih, pozabimo, da te zgradbe zahtevajo redno vzdrževanje in takrat seveda potem čez 10-20 let ne bi bile potrebne več tolikšne vsote za obnove teh istih zgradb. Mislim, da tu niti toliko ni politična zgodba, kot je čist tehnična zgodba. Ja. Torej, tako bi mogel tehnično se gledati za te zgodbe, bi mogel trdno stati za tem, da se te zgradbe vzdržujejo. Še reakcija gospoda Pelka, pa gremo dalje. Ja bi samo prosil gospoda Navre, da počasi začne se zbudi iz tega sna in da se začne zavedati, da ni več tukaj gospod Fištravec, ki vodi občino, gospod Kovačič tudi ni bil nikoli župan, gospod Kovačič je bil direktor Krke, tako da nekaj tu njega poleg mešate, tako da bi res prosil, danes vi vodite občino, danes ste vi super nadzornik, tako da tudi to vidimo na položnicah, ki so vedno više, tako da gospod Avr, vedno nismo mi krivi, da vi danes vse podražujete, tako da res ne upam, da to gledalci vidijo, ko so mi bili takrat, kdorkoli je pač bil tisti nadžupan, podžupan, nismo dali teh podražitev, vi pa nam samo še to dajete. Dobro, bomo še ta ping-pong, gospod Auer, pa dajmo dalje. Jaz govorim o gospodu Marku Kovačiču, županu v Senci v Mariboru, ne pa gospodu Milošu Kovačiču iz Krke. Prvič. Drugič, seveda moramo zdaj to sanirati, vse to, kar so nažalost gospodje zafurali. In seveda tudi položnice so rezultat njihovega dela. Jaz pravim, nažalost, če bi se Mariborčani prej zbudili, bi bil, bi rekel, ta ukrep bistveno lažji, pa tudi mi bi se danes v mestu imeli veliko bolje. Jaz bi šel čisto na kratko, veseli me, da smo včasih tudi znotraj koalicije različnega mnenja, ampak tule bi gospodu Šegu vseeno odgovoril. Dejansko tisti muzeji v svetu, ki so brez vstopnine, pa govorimo o ogromnih muzejih, kot so British Museum, Imperial War Museum, Tate Gallery, da ne naštejemo Washingtonu, muzej naravne zgodovine in tako naprej, imajo tudi opcijo in dejansko veliko škatlo, zahvalite se z donacijami in zberejo s temi donacijami bistveno več kot katerikoli muzej, tudi že gledamo posebej v Sloveniji z vstopninami. In verjamem, da bi lahko ljudje ta odnos do kulture tudi pokazali na tak način in verjamem, da se bo to tudi zgodilo, tako da mogoče razhajanje vseeno ni tako, samo način je mogoče drugačno. Je seveda tukaj vprašanje, ali je regijsko financiranje tovrstnih regijskih kulturnih inštitucij nujno. Čez nekaj minut smo nazaj. Mi smo v drugem delu oddaje v Mariboru, vsi mariborski mestni svetniki pa so spet gostje na BKTV televiziji. Ko smo prej govorili o regijskih inštitucijah, zanima me vaše osebno mnenje o pokrajinah. Maribor, ja, tako imenovana posebna enota, torej za Ljubljano, bomo potem v Mariboru bolj zadovoljni in bolj pomirjeni, če bomo imeli nekaj pokrajin, bom rekel, in pa posebni, bom rekel, območja Maribor in Ljubljana. Gospod Jurišič, kaj menite? Bo to rešilo Maribor in pomirilo mariborske strasti? Poglejte, v Stranki Mladih Zeleni Evrope prej kot to, kako bodo organizirane pokrajine, želimo vedeti, kakšen bo pomen teh pokrajin, kakšen bo vpliv teh pokrajin, kakšen delež proračuna bo namenjen pokrajinam za financiranje, ker če bodo to zgolj pokrajine na papirju, kjer se bo določen del obveznosti z države prenesel na pokrajine in bo potem pokrajina na mesto države morala financirati, potem je vprašanje, ali ima sploh kakršenkoli pomen, da se to sploh gremo. Torej, če bo pa to pokrajina, ki bo imela svojo težo, ki bo imela nek svoj pomen, kot imajo naprimer zvezne dežele, naprimer v Nemčiji ali pa v sosednji Avstriji in tako naprej, potem pa absolutno želimo videti to regijo z Mariborom kot središčem te regije.
zaradi tega, da bodo lahko tudi tisti, ki tukaj ustvarjajo, delež tistega, kar ustvarijo, pustili v regiji in ne posredno preko centra dobili nazaj, če bo blagohotna volja nekoga v centru drugače. Zdaj se že vedno dogaja to, kar ste dejali, da župani hodijo trkati in moledovati na ministrstvo za okolje in prostor in ne vem kaj še vse, zato ker bodo en pločnik v svoji občini gradili. A se vam to zdi normalno, da še zdaj nimamo pokrajine? Ker zdaj vi želite obrniti, ne? Zadeva je taka, kot je, ne? Ali zdaj gremo nazaj, ali ustavimo in ponovno spet, potem ne bomo nikoli do pokrajin prišli. Ja, ampak govorim zopet, če bo zadeva tako speljana, da bo zopet pač regija, torej da bo moral najprej županiti na regijo, pa potem regija na državo, pa nazaj država do regije in tako naprej, bomo pač morali hoditi dvakrat moledovati, kar ne bo imelo smisla. Torej, še enkrat, te regije, dokler ne bojo imele svojega smisla, dokler ne bojo imeli svoje moči in možnosti neke stvari spreminjati, tako dolgo zelo težko izrazimo neko svoje stališče, ali to podpiramo ali ne, da ne bi podprli nečesa, kar se bo potem kasneje izrodilo, kar bo prineslo še novo število nekih, da rečemo, birokratskih ovir, kar bo še bolj oddaljilo ljudi od možnosti odločanja. Torej, če bodo regije to, kar so v državah, kjer uspešno delujejo, smo absolutno za. Če pa to nek birokratsko mašilo za neko politično zadovoljevanje, pa zato, da bodo lahko neki ljudje postali, ne vem, regijski mogoci oziroma regijski predsedniki in funkcionarji, potem pa absolutno ne. Tisti, ki je seveda začrtal že pred leti politični scenarij, kako v Sloveniji mora funkcionirati ta država, zato da bo peščica ljudi lahko vladala temu ljudstvu, je zelo dobro, moram reči, začrtal ta scenarij. Namreč Slovenci smo taki, da je sosed sosedu prej vrag kot pa mejak. In zato so seveda takrat, ko so sprejeli odločitev o tolikih občinah, več kot 200, 212, že vedeli zakaj. Ne? Torej, da si bodo te občine med sabo prej vragi kot pa mejaki. In seveda podobno je zdaj za pokrajinami. Ne? Podoben scenarij namreč najprej vreč, kako bomo to mejili, še preden seveda povemo ali pa se zmenimo ali pa dogovorimo, kakšne pristojnosti bodo te pokrajine pravzaprav imele. Zdi se mi ključno, ne, da bi se najprej dogovorili okrog tega, kako se bodo financirale in na kakšen način bodo pravzaprav delovale. Ampak ne, treba je najprej skregati vse med sabo in potem to lahko še nekaj let seveda postane tema, kajti Ptujčani bodo rekli, mi želimo svoje, bi rekel, na Koroškem prav tako in temu nikoli ne bomo prišli do konca. Strinjate s tem, gospod Milovanovič? Če dovolite še samo dejstvo, ne, nekdo je celo, nažalost, ta nekdo prihaja iz Maribora, čeprav po rodu ni iz Maribora, ki je pisec in umotvorec takšnih rešitev, predlagal, ne, da bi Maribor in Ljubljana bila samosvoja oziroma samostojna. Ne. Ob dejstvu, da ima Ljubljana svoj zakon, Maribor pa ga nima. Ne. In Ljubljana ima zakon o glavnem mestu, kjer se točno ve, na kak način se ta zakon sprovaja in na kakšen način se Ljubljana financira. Maribor pa takšnega zakona nima. Z drugimi besedami povedano, želja očitno je, da bi se Maribor še bolj osamosvojil. Jaz zelo se strinjam z predhodnikoma, kar se tiče tega, da ni resne razprave o pristojnostih, pa mogoče bi šel še en korak, da ni resne razprave o potrebah, ne, teh nekih enot, ki jim pravimo pokrajine. Zdaj, če me sprašujete, kaj se mi osebno zdi najbolj učinkovita rešitev, kljub temu, da ne vemo, kakšne so potrebe in kakšne bi naj bile pristojnosti, bi se mi zdelo edino normalno, da imamo v naši državi, če že imamo regije, da imamo dve regiji, zahodno in vzhodno, pri čemer pač mora biti jasno kot beli dan, da je center, središče vzhodne Slovenije Maribor, z vsemi pristojnostmi, ki pritičejo središču, nekemu regionalnemu središču. Če me vprašate, kaj si mislim o zadnjem predlogu, ki zdaj v zadnje tedne kroži v javnosti, o teh 10 pokrajinah, o Mariboru kot posebni enoti in Ptuju kot prestolnici regije Štajerske, pa se mi zdi bizarna in malo da ne patetična. No, in me osebno zelo žalosti ravno ta retorika nekih malih županov, malih občin, ki je v nekem trenutku privedla že do tega, da smo se morali pogovarjati in ukvarjati o 3 regijah štajerskih, ne, severna, srednja in južna Štajerska. No, mislim, take debate se mi zdijo
Neracionalne, no. Dobro, gospod Pelko? Poglejte, regionalizacija je nujno potrebna, že mislim, da od začetka življenja naše nove države, tudi bil referendum pred, mislim, nekje 15 leti, katerega namen je bil, da pač ne uspe, ker so bile, mislim, 3 možnosti in od tistih možnosti seveda nobena ni dosegla prave večine. Ukvarjali smo se bolj z imeni kot s čemerkoli drugem. Danes imamo spet neke, kot je rekel kolega, bizarne predloge, o kam bi kaj sodilo. Ne pogovarjamo pa se o pristojnosti, kar je mislim, da bistveno, ne. Danes imamo en problem, ko je Maribor mestna občina, tako kot recimo Nova Gorica, kot recimo Slovenj Gradec, ampak tam Maribor ima na primer športne objekte, kjer je, bom rekel, bazen na pristanu, ki ga koristijo vse šole iz tega dela Štajerske, ampak ko se recimo za plavalne tečaje, ampak ko pride do neke okvare, ko je treba iti v investicijo, pa to pade samo na pleča mestne občine Maribor. Za take primere recimo je pokrajina. Koliko bo pokrajina taka, da bo mariborska občina samostojna pokrajina, pomeni, da bo morale druge občine tukaj participirati, ker drugače se pač tega ne moramo več iti. To je recimo en taki primer, ko pravim, ne. Maribor se že danes mora obnašati kot neko regionalno središče, ampak zato pa so potrebne dodatne finance. In jaz mislim, da ti neki zemljevidi so samo kos za glodanje, se mi zdi. Jaz mislim, da mora biti najprej od spodaj navzgor, se pravi, kaj rabimo, kaj dejansko nam pripada, in potem naj bo ti zemlji taka zanimivo, da drugačna. ni nikjer nobenega predloga, ne? Vsi pravimo, pa čakamo, kaj nam bo država. Prvo nam je država zdaj zemljevide spet ponudila, ne? Nikoli pa ni kakšen predlog, piše uradni, recimo iz Maribora. Pokrajina mora imeti to. Nisem še videl nobenega predloga nikoli. Seveda, skladni regionalni razvoj je že Čakamo, danes. da nam bodo z Ljubljane poslali predlog. Ja. Skladni s katerim regionalni se bomo razvoj je strinjali. že danes možen, ne, pa ga ne uveljavljamo. No. Ne. In zdaj to risanje zemljevidov, ne, kjer so opcije med 2 in 25 možne in kjer bo prepiranja, ne na podlagi, kaj bi bilo smiselno, ampak že opazujem poslance, da predvsem gledajo na to, za kakšno ureditvijo bi lahko čim več glasov pritegnili. To pomeni, to pa zagotovo ni smisel pokrajin, da bo nekako volilni sistem špilal določenim skoraj, bom rekel, kar vsem poslancem, ne, na roko. Torej, najprej treba razmisliti, kaj sploh želimo za pokrajinami, ali sploh kaj želimo za temi pokrajinami, potem pa rišemo zemljevide, ne nazadnje, naj se ljudje združujejo tako, kot njim paše, kjer ima Samo na kratko, ker gremo kar dalje, gospod Avar pa gospod Jurišič. Ne rad sicer, ampak moram malo replicirati zdaj vam, ker ste rekli, nikjer tega ni. Ne. Ampak vam povem, jaz sem v tem mestnem svetu zdaj že 12 leto. Ko sem prvič se odločil, da grem v to, bi rekel, malo politično sfero, sem govoril o tem, kakšne rešitve je za Maribor. In takrat smo imeli v LPR, Listi za pravičnost in razvoj, majico Štajerska moja pokrajina. Še danes jih nosimo. Torej, Maribor bo uspešen samo takrat, ko se bo osamosvojil. Dokler hodimo preko Trojan gledati, kakšen tanek kruh nam bo odrezala Ljubljana, tako dolgo bomo mi dobesedno na beraški palici. In rešitev dolgoročna za Maribor je, da se vse te politične stranke poenotimo. Zato je prav, da danes na tem omizju nas je že 4-5, da je še samo gospod Pelko, da rečem, v opoziciji, ker če bomo se mi poenotili in zahtevali to, kar nam, tako kot je rekel prej Igor, pripada, ne da si mi to želimo, nam to pripada, ker smo tudi mi ne drugorazredni državljani, ampak smo ljudje, ki imamo svoje pravice, svoje zahteve in plačujemo te davke, plačujemo kazni, ki grejo vse v Ljubljano. Torej, nam pa ta ista Ljubljana odreže neko drobtinico za neko kulturno središče, za neko knjižnico, če smo pridni, pa tudi ne. Ja. No in zdaj, če zaključimo to debato o regijah. Mislim, da se v Sloveniji, to je lep primer ravno regionalizacije, kjer se gremo ponovno odkrivati Ameriko ali pa ponovno odkrivati toplo vodo. V Sloveniji, pa dajmo si to reči enkrat na glas, regije imamo. Mi vsi vemo, kje je Koroška, vsi vemo, kje je Štajerska, kje je Prekmurje, kje je Notranjska, Gorenjska, Dolenjska in tako naprej. Dajmo torej te regije, ki jih imamo, samo upisati v zakon in dejansko regije, ki dejansko obstajajo tukaj že stoletja, enostavno legalizirati, ali kako hočemo temu reči. Ni zdaj to Podravska, pa Pomurska, pa ne vem, skozi ena, skozi dve. To so umetno narejene Tako, regije. to so umetno narejene pokrajine, torej, če bomo mi Niste ste naredili... Podravec ali ste Štajerc? Jaz sem Štajerc. No, vse. In ravno o tem govorim. Če bomo mi naredili regije, ki bodo logične, ki bodo ljudem blizu,
Mislim, da je to prvi ključ do uspeha. Drugi pa seveda to, ki bi moral biti prvi, kaj bodo te regije dejansko lahko počele in kakšen bo ključ financiranja. Gremo dalje, ker nas malo čas preganja. Ali se v koaliciji, čisto tako bom samo vprašal, ali se v koaliciji na tiho pogovarjate o likvidaciji športnih objektov Maribor oziroma vključitvi v holding? Namreč nič ne kaže, da bodo športni objekti zadihali, kot kaže, da so brez denarja, 1 200 000, mislim, da je že minusa. Gospod Haber, zelo ste nas smejali, kaj to pomeni? Ne, jaz ne vem, odkot vam ta ideja. Mi seveda v likvidacijo naših objektov ne moramo dati. Ne, ker to ne, govorim o pravni osebi, javnega zavoda. Nikomor namen. Res pa je, da je v sami razdelitvi teh sredstev bilo ogromno nepravilnosti. Predvsem lansko leto, ko so ljudje, ki so odločali o tem, komu bodo dodelili denar, ga prej dodelili sebi, torej 3 ljudje, ki so odločali, kam bo šel denar iz tako imenovanega športa, so kar krepek, bi rekel, kolač zarezali v svoje lastno korist, pa se nihče kaj dosti niti s tem ne ukvarja, ni nikomor kaj dosti mar. Da pa na drugi strani je to povzročilo neko, da rečem temu, verižno reakcijo. Nekateri klubi seveda sredstva niso dobili, na drugi strani seveda tudi izpolnili niso vsega tega, kar bi na nek način, glede na razpis, ki je bil in kar so seveda oddali, oddelali svoje ure, odtelovadili oziroma imeli tam treninge, se pa zdaj pozna pri, bi rekel, finančni situaciji športnih objektov. Torej, če vprašate mene, jaz mislim, da bi bilo treba najprej razčistiti pojem, kdo je za to nastalo situacijo kriv. Mi poznamo imena in priimke in jaz se pravzaprav čudim, da nihče za to Anica posluša, pogleda, o čem že govori gospod? Kako? O čem torej govorite? Na koga prste kažete? Tisti, ki so delili sredstva. Vse gospod Pelko dobro ve, kdo je delil sredstva, kakšna je bila ta komisija in ali so ti ljudje upravičeni do dodelitev sredstva. Jaz sem bil predsednik te komisije, pa ne vem, o čem govorite. Prosim, povejte imena in priimke, zdaj to v javnost. Jaz upam, da bo nekoč prišlo do tega. Povejte, gospod Haber, imena in priimka pa lažete. Jaz ne lažem. Jaz samo sprašujem. Menite, da je prejšnja oblast kriva za zdajšnjo situacijo? Jaz pravim za letošnje leto, kako so se delila sredstva. O tem bodo najverjetneje govorili vsi športniki. Jaz nisem športnik, niti ne participiram na to. Športnik gleda televizijo, imena in priimke povejte. Gospod Čega, bom vas vprašal na tiho. Ste se o športnih objektih že pogovarjali v koaliciji? Ja, ampak ne v smislu. Situaciji? Ja, ne v smislu. Situacija je relativno porazna, izgube so velike, zgodbo je treba sanirati, da bi vsaj iz poročil prejšnjih let zasledil, da se je nekdo blazno obogatel na to zgodbo, nekdo pa pristal na beraški palci. Tega ne bi mogel trditi. Jaz mislim, da zgodbo treba sanirati, da bo... Ste se to pogovarjali v koaliciji, da je treba jih sanirati, torej športne objekte? Ja, seveda, in to je zdaj tudi edino. Zdaj, ali kdo, kaki evrček več ali manj dobo, če kdo to ve, naj pove. Športni objekti upravljajo zelo pomembno funkcijo v našem mestu za kvaliteto življenja vseh nas občanov. In predstavljati si zdaj mesta brez te funkcije si je pač nemogoče predstavljati mesto sploh. In kolikor vem, bom pojasnil zdaj te pogovore v koaliciji, imajo športni objekti za približno 600 000 evrov starih terjatev, 500 000 tekočih terjatev. Na koaliciji in v mestnem svetu smo že predlagali, da izvedbo sanacijskega načrta, ki je bil sprejet že v minulem letu. Po mojih informacijah mestna občina v tem trenutku, v teh dneh pričakuje revizijsko poročilo o stanju v športnih objektih in potem lahko logično pričakujemo v naslednjih tednih, mesecih neke resnejše in konkretnejše ukrepe. In to so te informacije, s katerimi razpolagamo.
Če smem še jaz na to temo dodati, jaz bi pa upam, da to ni bogokletno, da odgovarjam neposredno na vprašanje, ki ste ga postavili, torej ali smo se v koaliciji potihem pogovarjali o likvidaciji športnih objektov Maribor, kajti to je bilo vprašanje. Ali mora biti združevanje v holding ali kakšen drugi Torej, dejansko pogovarjali smo se o športnih objektih, o sami likvidaciji pa se nismo pogovarjali. Dobro. Čarobni december, še imamo eno temo, izvolite, gospod Pelko. Športnih objektov. V prejšnjem mandatu je bil sprejet sanacijski program za športne objekte, katerega bi se morali držati, se pravi, ki pa se ne izvaja. V proračunu namenjeno zadostna sredstva, v tem proračunu je bilo namenjeno to premalo sredstva, se pravi, avtomatsko se oblast zaveda, da namerno ruši športne objekte. To, kar govori gospod Tavor danes tukaj, je nekakšno preusmerjanje pozornosti, preusmeri pozornost na neka imena in priimke, ki jih noče povedati. Hkrati pa najbolj, če športne društva vprašate, kdaj je bilo boljše financiranje lani ali letos, pa bomo sami povedali dejansko. Dobro. Če gremo na naslednjo temo, čarobni december. Tu nas je zdaj zmotilo, zadeva je na vabilo, ne na javnem razpisu in pa bojda je neko ljubljansko podjetje v ozadju, MOPA je izpadla, ki je tako rekoč že leta in leta to drsališče dela. Oprostite, gospodje, kaj se dogaja? Vi ste v koaliciji, lepo prosim, kaj delate s čarobnim decembrom v koaliciji? Glede na to, da sem pred leti 15 let delal na tem čarobnem decembru z kolegom Smiljanom, je to, kar danes gledamo, ena velika žalost. V čarobnem decembru se razmišlja, junija se naredi javni razpis, tako kot ga zakon veleva. To, kar pa je danes, je pa zame katastrofa. Jaz mislim, da se vsakdo, tudi župan, bi se mogel zavedati, da so stvari, o katerih naj odloča stroka, torej v kulturi naj odloča kulturna stroka. Jaz sem sicer proti temu, da imamo open air koncerte na -20 od srede novembra pa do decembra, to ni smiselno in to tudi ni v stilu teh predbožičnih časov. Ampak da se pa šele konec oktobra začne razmišljati o teh zadevah, je pa grozljivo. In enako se tudi dogaja za festivalom Lent, kjer še danes ne vemo, kaj bo drugo leto in... To podpirate? Ne. Gospod Auer, gospod Jurišič, ste člani koalicije. Kaj se dogaja s čarobnim decembrom? O tem sploh govorili nismo. No, to je res. Mi o tem nismo popolnoma nič, bi rekel, spregovorili. Tudi jaz sem začuden, se strinjam z Vladotom, da se je nekdo, seveda, bi rekel, lotil tako pomembnega, bi rekel, dogodka, kot je seveda božično in novoletno dogajanje v mestu, na takšen način. Kot veste, je najprej bil podan javni poziv, da bi tudi izvajalce je vprašanje, če bodo vi vse sami približno na istem področju delate, veste, da mesec dni pred začetkom verjetno dvomim, da bodo sploh koga lahko dobili. Ne, še bolj čudi to, da to ni bil javni razpis, ampak je bil nek javni poziv, pa še to ni bil javni poziv, ker so samo nekaterim izbranim poslali nek elektronski mail ob 6. zvečer, so ga določeni ljudje prejeli, imeli so časa 5 dni, da se odzovejo oziroma da pripravijo ves program, vso vsebino, čeprav zakon o javnem naročanju v 74. členu jasno govori, kakšni morajo biti roki. Torej, nihče se ne mora prijaviti, če mu nekdo na drugi strani ne da razumnega roka. Gospod Milovanovič, še? Pa bo to še kar nekaj kresan. Ja, poglejte, zdaj to, kar ste omenili, vaše vprašanje, da se govori, da bi naj bilo neko ljubljansko podjetje, to je zdaj rekla, kazala. Dejstvo pa je, da zdaj, če imamo razpis oziroma poziv, se lahko prijavijo podjetja iz cele države, ker smo v Sloveniji, in tudi včasih se lahko prijavijo tudi podjetja iz tujine. Mislim, da se bomo takšnih praks še za leti... v Evropski uniji pa izredno težavno sprejemajo slovenske storitve. Ja. No zdaj, zakaj pa zdaj razpis in ali poziv je pa seveda tudi razumljivo, zato ker poziv je enako transparenten mehanizem, skoraj enako transparenten in če ga imaš na voljo v tako kratkem času, ko se lotiš organizacije čarobnega decembra, seveda pač vzameš, izbereš poziv, ki ti pač omogoča krajši čas in pač večjo dinamiko izbire. To je nekaj čist normalnega.
No, da ne govorimo o tem, da že ljudje razmišljajo, da vemo, da bomo v Zagreb, pa v Graz bomo hodili, kaj se dogaja, Maribor pa še v tem trenutku tema. Ampak vi ste del te koalicije, pa boste naredili kakšen sestanek z župani? Mislim, zagotovo se bo naredila kakšna evalvacija v januarju, kar sem pa hotel povedati, bistveno pa je to, da se takšno prireditev, tako pomembno prireditev začne načrtovati že v januarju za tekoče leto. In zdaj, če vemo, da je januarja župan, ki je novinec v politiki in zdajšnja celotna garnitura šele tretjič prišla v pisarno, verjetno ne moramo pričakovati, da se bo najprej začeli ukvarjati z... Ni novinec na turistično-gostinskem področju, to je Larifari. Drži, se strinjam in pričakujem, da se bomo 3. januarja pogovarjali o novi ediciji. Približno en letom je sedanji župan, takrat kandidat za župana, mislim, da v tem studiu povedal, da čarobni december je vložek in ne strošek. Leto dni kasneje ta isti župan pričakuje, da bo brez vložka mestne občine Maribor vse cvetelo dejansko, da bo tukaj ljudje nastopali, da bo masi ljudje prihajali v Maribor. To pač enostavno ne gre. On je lahko dober gostinec, tudi lahko dober organizator, ampak vpletati se pa vse v Mariboru pa tudi ne more, kljub temu, da je župan. Vlado je prej super povedal, ima nekaj izkušnje na tem, jaz mislim, če ima človeka v koaliciji, ki ima s tem izkušnje, se ga enostavno vpraša. To koalicijo, mislim, ta koalicija, ki jo ima dejansko malo ljudi, ki so zelo kompetentni na nekaterih področjih in bi lahko večkrat uporabil. Kar se tiče poziva, pa kasneje poziva nekim določenim izbrancem, zdaj ali je to zakonito, ni zakonito, to ne drugi odločajo, tukaj ne bom nekaj pometoval. Meni se bolj zdi, ko ta komisija, ki je o tem odločala, kako je ta komisija kompetentna, da ve, kateri pevci in igralci, kaj zdaj nastopajoči, so bolj znani ali manj znani. Kako lahko neka komisija odloči, on je imel boljši program od tega, ker je imel, ne vem, meni je imel vlada, da krasine drugi padja, smo mali, kdo je zdaj to bolj, kdo je bolj znan, kdo je boljši, kdo je bolj kompetentni. Vprašanje, koga bodo sploh lahko dobili. Kdo je tisti, ki to določa, mene zanima, ne? Kak je ta komisija lahko, mislim, to je to meni vse skupaj na koncu hecno. Hvala lepa, čas se nam je iztekel, upam, da boste v koaliciji dorekli, ker to je fiasko brez primere in če ste del te koalicije, naj tudi župani in podžupani prisluhnejo, prostite, ne to delati v Mariboru. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje, seveda tudi prihodnji teden.